To je Samsungov najtanjši telefon. Par dni nazaj sva dobila Samsung Galaxy S25 Edge, ki je res noro tank. Na videu se sploh ne dojame, koliko je to zares tank telefon. Pač, mogel bi ga videti v živo. Ja, Davor, tenek je, to že. A to pomeni, da je zaradi tega kje drugi kaj izgubil? Dobro vprašanje, Andraž. Zame bi rekel, da je največja razlika pri vzdržljivosti baterije, se to je tako logično. Po mojem, da res velike litij-ionske baterije v tako obliko pač ne moreš dati. Ob normalni uporabi sicer komod pride čez cel dan, sam že bi pa veliko gamer ali pa gledal full YouTube videov, pa baterija slabo zdrži kot recimo pri eni normalni S25. Ker je telefon izgubil tretjo telefotokamero, je opazna razlika tudi pri delanju fotk in videov pri več kot 4-kratni povečavi. Pozitivno so naju pa presenetili tudi zvočniki. Telefon je tudi zelo lahek za handlati oziroma uporabljati, samo zna se pa zgoditi, da vam bo hitrejš padel na tla, ker tega telefona pač niste navajeni. Nama je sicer v globalu telefon res všeč, samo tako kot pri iPhone Airu ne veva, katera je ciljna skupina za tak tip telefona. Pač je kot S25 serija navadna, sam zaradi tankosti je pri določenih omenjenih funkcijah zelo omejen. No, če se pa želi zgovarjava od Aira, Edge ima v primerjavi z njim boljšo fleksibilnost, ker ima tudi več kamer, potem ima boljše zvočnike in pa predvsem večjo baterijo. No, še glede ciljne skupine za ta telefon, Andraž. Kljub temu, da je nama telefon ful všeč, pa cifre kažejo, da prodaja ni bila najboljša in nažalost se verjetno zaradi tega tudi telefon naslednje let ne bo prodajal. Enak pa velja verjetno tudi za Aira. Meni ga je res škoda. Sam očitno ima v rokah telefon, ki bo eden izmed bolj edinstvenih v zgodovini.